Gledate oddajo Klepet ob kavi. V 80-ih letih je bila popularna talele. Physical. A se spomniš, Jelena? Ja, se spomnim. Se spomniš, ne? Plesali smo muvalstvo, takrat v bistvu je tudi aerobika vam prišla. No, danes pa seveda je popularna joga, zumba, pilates in še marsikaj drugega med fanti, recimo fitness, pa kakšna košarka, nogomet in tako naprej. Zdaj, recimo, če gledam, ne vem, nekatere ljudi pa sebe, recimo jaz osebno ne maram kakšnega teka, imam pa rada kakšno zumbico ali pa kaj takega, ne? In to pa je tudi nekaj pove o človeku in ti boš danes to majčkeno bolj razložila. Najprej pa glede na tvoj stas, poleg te tvoje zdrave hrane, kaj delaš, s čim se ukvarjaš? Ja, jaz pa rada imam tek. Ok, torej tečemo, da imamo tako postavo. V bistvu takole tek, ki ni tako, da ne tečem zdaj maratonov, ampak recimo tam 5-10 kilometrov, tako na tak način, bolj rekreativno. V glavnem tole rada pa hodim v hribe. Hribi so moja najljubša oblika telovadbe, zaradi tega, ker je tako tudi doživetje popolno, ni to samo tako, da se nekaj premikaš, pa da zaradi tega nekaj delaš, ampak imaš res cel paket. Hkrati pa recimo občasno kakšna joga, pilates, to je, ampak v glavnem to so aktivnosti, ki jih jaz imam rada. No in zdaj imamo tipe, ne, po katerih boš ti majčkeno več povedala o karakteristikah in tudi kakšno vadbo pravzaprav priporočaš, ne? V bistvu vsi vemo, da se dobro gibati, ampak nažalost, tudi ko pogledamo tudi konstitucijo, tisti, ki se mogoče malo več ukvarjamo tudi z tradicionalnimi vedami, tradicionalne kitajske medicine ajurveda, potem vemo, da nismo vsi čisto enaki. Tudi kar se tiče načina prehranjevanja, tudi načina gibanja, tukaj je treba tudi najti za vsakega posameznika en pravi recept, da ne bi prišlo do poškodb, šrpavanja in tako dalje. Zdaj vsi vemo, da je dobro, da se vsak dan vsaj nekaj gibamo. Mi nismo ustvarjeni za sedenje, mi bi se mogli vseeno 30 minut dobro tako predihati, vsak dan, ne tako, bom sam 3-krat tedensko pa nekaj na hardcore delo, to pa ni priporočljivo za vsakogar. V glavnem nekaj gibanja, vse sprehod, vse nekaj lahkih vaj, če nismo sposobni zaradi mogoče trenutnih zdravstvenih težav ali telesne teže, ne moremo delati intenzivnih vaj ali se res redno gibati, začnemo s hojo. Vsak lahko hodi, razen če nima res kakšnih drugih poškodb, in s tem res tudi začnemo. V bistvu, kar se tiče samih tipov, je tako, da poznamo v ajurvedi recimo vata, pita in kafa tipe in marsikdo mogoče ni seznanjen s to terminologijo, ampak ko gledamo konstitucijo in ko gledamo v povezavi s športom, imamo vata tipe, ki zelo radi športajo, imajo eksplozivno energijo, ampak za njih nažalost niso vzdržljivostni športi. Za njih ni varianta, da recimo, ne vem, tečejo 20 km ali 40 km, to jih bo čisto trudilo, tudi jih bo sesulo na tej ravni stresnih hormonov, ker pri njih se to zelo hitro aktivira, zelo hitro izčrpavajo to življenjsko energijo, ker nimajo toliko veliko kot recimo pita ali kafa tipi. In ko gledamo samo konstitucijo, oni so ali visoki ali nizki, zelo suhi, brez izrazitih tistih linij, posebej ženske recimo, dolge okončine, imajo take dolge mišice, ampak nažalost, zaradi tega, ker nimajo toliko veliko moči in vzdržljivosti, za njih morajo biti športi, ki tudi delujejo na fizični ravni, ampak hkrati tudi na duhovni in na psihični ravni. Tako joga, definitivno joga, tai chi, qigong, sprehod, plavanje lahkotno, ples, ki je tako tudi nežen do telesa, recimo. Kakšni dunajski valči. Ja, lahko seveda tudi tečejo, lahko se tudi ukvarjajo s kakšnimi bolj intenzivnimi športi, ampak mora biti veliko manj, ne sme biti res dlje časa, da zdaj, ne vem, 2-3 ure nekaj telovadijo in tako dalje, ker jih to bo zelo močno izčrpavalo. Oni tudi težko pridobivajo mišično maso in to jim tudi gre na živce, ker ne morejo zdaj biti taki mišičnjaki, posebej moški. Zaradi tega je dobro, da tudi 2-krat, 3-krat tedensko mogoče dvigujejo težijo ali lastno težo, ne pretiravati spet s tem, ampak da bi tudi okrepili to mišično moč, tudi kosti, ker s kostmi tudi imajo dosti veliko težav. Druga varianta so pita tipi. To so tisti, ki so rojeni športniki.
dejansko postava je taka atletska, fajn, lepo izoblikovane mišice, radi se ukvarjajo s športi, tudi recimo posebej tisti, ki so tekmovalni. In tukaj je njihova največja težava, ker radi tekmujejo na vseh področjih, to je ogenj, je tle v pitah in to je tako energija, ki je taka močna in zdaj se bom jaz dokazoval, zdaj jaz to lahko zmorem in potem presegajo svoje meje. Seveda radi se ukvarjajo, ne vem, tudi crossfit, boks, ne vem, smučanje, tek, ni da ni tudi karkoli tazga, kar zahteva nekaj več angažmaja, pa tudi recimo, če se treba nekaj malo dokazovati več. Težava je pri tem zaradi tega, ker v bistvu ni regeneracije. Pretiravajo, tako, pretiravajo in potem se ne regenerirajo pravilno in potem nastajajo poškodbe. Zaradi tega morajo res paziti, da se umirijo, da se držijo majčke nazaj. Za njih je priporočljivo, da se ukvarjajo redno s športi, imajo veliko več energije, tudi take vzdržljive energije, ampak ne pretiravati. In jaz imam veliko tudi pite energije in meni se tudi dostikrat se mi je dogajalo, recimo sem hodila nekaj časa tudi na Bikram jogo, to je tista hot joga, in potem tam so tudi mišice take prožne in ti misliš, zdaj bom jaz tukaj naredijo, pa presežeš mejo, potem je pa poškodba lahko. Tako da ja, moramo poznati svoj tip, to je zelo pomembno, ker na tak način tudi si določimo pravo vajo zase. Fajn je, da tudi recimo plavajo v bolj mrzli vodi, da tudi pomirijo tale ogenj, to jim tudi zelo pomaga. A to paše? To jim paše, ja. Če tudi presežek ognja, je to fajn. Ne, definitivno. In tretja kategorija oziroma tretji tip so kafa tipi. To so tipi ljudje, ki so take močne postave, močne mišice, močne kosti. Jaz vedno delam primerjavo z Martinom Krepanom. Tisti zdržijo 10-15 ur, delajo fizično, nič jim ni. Tako da v bistvu oni imajo največ moči in največ energije. In potem lahko tečejo 20, 30, 40 km brez težav, igrajo nogomet, hit vaje, ki so popularne, so za njih top, zumba, ampak res orang zumba, da se prepotijo, da res se dvigne srčni utrip, to je za njih fenomenalno. Ampak nažalost imajo eno težavo, da se jim ne da. Našla si me, jaz pa se že hotel, pa ti se opisuješ, vsem se nekaj da, pa meni se nič ne da, kaj je to? Kafam se ne da, so malo boleni, poležavajo na kavču, hitro pridobivajo kilograme, to je recimo konstitucija, ki najhitreje pridobiva kilograme, ker so tako zgrajeni, in pol rabijo motivacijo. In če nimajo motivacije, ne glede na to, da res imajo predispozicijo, da se največ ukvarjajo v športi, nažalost pač ostanejo. Jaz imam doma, mož je bolj s to izraženo kafo in pa še računalničar. Tako da veš, tukaj ni gibanja. Ja, njem zdaj tale, recimo, ko je čas korone, pa zaprtje, pa tako, da si... Popaše, ne? Njem je to isto, kot da se ni nič spremenilo. Marsikomu tale korona je zelo fajn prišla, da se lahko malo več doma. Res je, pa pol izgovori so tudi in tako dalje. Tako da pri kafah je zelo pomembno, da v bistvu najdejo to motivacijo, to disciplino, začnejo z majhnimi koraki, ne zdaj moraš športati 1 uro, ker je zadaj to dobro, ampak bolj na tak način, da rečeš, ok, danes bom naredil 1 korak, pa jutri še en, in pol s tem razvijajo tudi ljubezen in željo do gibanja in pol bo vse v redu. Tako da vsak mora vedeti, kje je trenutno, v kakšnem stanju se nahaja in potem izbrati pravo aktivnost. Super. No, mi te gremo v nadaljevanju tudi na nosečnice in starejše, predtem pa nam bo Sanja razložila, kako lahko telovadimo v avtu. Pogled na cesto, mobitel na letalskem načinu izklopljen, damo glasbo, ki nam paše in začnemo razgibavati, dok vozimo lahko ravno te mišice, ki so najbolj obremenjene, to so naše ramenske. Ok, potem pa ena, ja, potem pa druga. Potem pa bomo čist nazaj potegnili, kakor se le da, kot da hočemo tako lopatice stisniti in držimo, štejemo približno do 5. Ampak gledamo na cesto? Gledamo na cesto, seveda. Potem pa naprej to naredimo. Veste, ne smemo to delati prehitro, ker fascije želijo, da jih lepo gnetemo, ne da jih premikamo. Potem pa te mišice zelo zaspijo v avtu. Torej, masažni stoli v avtu niso zdrava reč, ampak namesto, da se miga sto, se migamo mi. Torej, začnemo, ampak tako, da se res staremo o sto, s tem bomo zelo zmasirali zadnjične in stegenske mišice.
Potem pa, če imate srečo, da ste na prazni avtocesti ali nesrečo, da ste v zastoju, potem pa se da migati tudi z nogami. Zelo zaželeno je recimo občasno narediti tako, če avto ni star 12 let, pa ne boste prebili spodnjega dela. Zakaj? Zelo bomo limfo pognali, pa še nekaj je ta del v avtu precej trpi. Torej, fajn je malo raztegniti to, tudi ko vozimo, to lahko naredimo, kakšen krogec, odvisno kaj vam paše, ne se fokusirati preveč na štetje ali na gibe, torej pozornost mora biti na cesti, mi pa delamo. Tudi teli sklepi se utrudijo v avtu, torej lahko si privoščimo, da malo dirigiramo, posebej, če niste v mestu, pa vas ne gledajo, kaj se je babi zmešalo ali... Ja, pa to je Jaz si zabavno. tako malo delam qigong vaje, recimo, ko vozim, raztegnemo, kakor se le da, a ne? Če se eni šminkajo, mi lahko telovadimo. Ja, to definitivno. Evo, mi sva tudi zdaj malo potelovadile in se vmes še malo našminkale, da fajn izgledava. Jelena, zdaj gledava pa na starejše. Pa njih je treba biti v bistvu še posebej previden, zaradi teh poškodb vsega zraven. Tako je, zaradi tega sem rekla, da vsak mora videti pri sebi, v kakšnem je stanju. Imaš recimo, ne vem, tiste, ki so 80 let stari, pa šibajo tam po hribih, pa tak, ki je 20 let, sploh ne pride niti blizu, mu ne dohaja. Tako da stvar je samo v tem, kako smo tudi živeli celo življenje. Če pa smo trenirali, če smo zdravo živeli, potem tudi ne bo takih težav v starosti, če pa nismo, potem bojo težave. Posebej pri starostnikih je težava, nastane kostoporoze, ki je povezan tudi s kostmi in poškodbo in da počijo hitro kosti. Tako da to je treba ojačati. Zdaj za starejše seveda naj pazijo, naj so take lahke vaje, kot je joga, pilates, ne vem, grejo na sprehod, plavajo, lahkoten tak ples in tako dalje. Ampak jaz vedno priporočam starejšim, da grejo na fitness. Se pravi, da dvigujejo uteži, ker z dvigovanjem uteži tudi krepimo mišice in spodbujamo tudi zdravje naših kosti. To je s tem povezano. Se pravi, torej, kardio ni tako pomemben, ne? Verjetno pri kardio starejših. je pomemben, seveda, tudi iz različnih razlogov, ker vemo, da je telovadba izjemno pomembna in za imunski sistem in za boljšo kapaciteto pljuč. Pri starejših tudi recimo za ohranjanje kognitivnih sposobnosti, recimo, da je spomin veliko boljši, tudi da nismo zaprti, ker vemo, da so starejši tudi dosti zaprti, se pravi, na prebavni sistem dobro deluje, tudi ohranjanje mišic, kosti, boljše razpoloženje in tako dalje. Spimo boljše tudi, se pravi, velike razlogov, zakaj bi telovadili ves čas v svojem življenju, ampak v bistvu vedno najdemo tisto obliko telovadbe, ki je za nas primerna. Ampak res starejši morajo dvigovati ali lastno težo ali nekaj uteži, se pravi, ne bo to 200 kg zdaj naenkrat, čeprav so tudi take ene babice, ki že pri 80-ih pa pol kar orang dvignejo ene uteži. Torej, da se, ne? Tako, da se, vse je odvisno, v kakšnem smo stanju. Predvsem tudi ženske, recimo v času menopavze, za njih je zelo pomembno, da so redno aktivne vsak dan, ker se s tem tudi zmanjšajo tisti simptomi, ki jih povezujemo z menopavzo, tudi razpoloženje, boljše spanje, boljše in tako dalje. Tako da definitivno moramo ostati aktivni, pa predvsem zaradi tega, ker recimo, če nismo bili aktivni, pa pol po 50. letu, če se zgodi, da tudi malo več pojemo, takrat bi mogli tudi manj jesti, mi pa jemo mogoče malo več, ne gibamo se, takrat se znižuje tudi testosteron, rastni hormon in to vse vpliva tudi na mišice in degradacijo mišic, tako da zaradi tega je to tako pomembno. Prej si imela menopavzo, ne? Kakšno vadbo bi v bistvu priporočila ženskam v tem času? Ja, jaz vedno priporočam tudi jogo, ampak obstajajo tudi različni tipi joge. Zdaj tisti, ki se z jogo tradicionalno ukvarjajo, bo rekli, to je zdaj neki novodobna stvari in je brez veze, vse neki izmišljujejo na nova imena. Težko je slediti, res. Ja, tako, ampak jaz poznam eno zelo dobro jogo, ki se imenuje tudi hormonska joga, ki targetira delovanje hormonov. In veliko žensk, recimo, ki so starejše ali imajo hormonske težave, potem si je zelo pomagalo na tovrstni jogi, ker stimulira pol proizvodnjo tudi tistih hormonov, ki v menopavzi se znižajo, predvsem progesteron, pa tudi estrogen in to tudi vpliva na zdravje celotnega telesa in s tem si tudi lahko izboljšamo to stanje. Seveda, potem so tudi različne druge stvari, če nam ustreza, tudi tečemo, tudi recimo, ampak tudi v menopauzi dvigovanje uteži ali lastne teže tudi velja
tudi v tem Prej sem primeru. imela še malce tista leta, 40, 50, Ja. jemo enako, kot da smo stari 20, 30, ne, telovadimo seveda, nismo več tako aktivni, kot smo Ja, bili. seveda. Torej, kaj moramo, zmanjšati hrano, več telovadbe, ali kaj, je tukaj še v bi- kakšen recept? V bistvu je tako, zmeri je vse povezano tudi s hrano. V tem času sigurno za 200-300 kilokalorij zmanjšamo vnos hrane. Posebej, če smo navajeni uživati hrano, ki ni bila nutritivno bogata, takrat moramo res izjemno paziti, zaradi tega, ker vsi tisti presežki pol grejo v maščobne celice, se maščoba predvsem nabira v okrog trebuha. Pri ženskah je to tipično zaradi tega, ker ko se zmanjša tudi proizvodnja estrogena, estrogen se tudi shranjuje v maščobnih celicah, potem tudi to naredi telo, aha, zdaj bom vsaj nekaj prišparal oziroma bom naredil možnost, da nastane še nekaj estrogena in potem imamo tiste obročke okrog in tega se tudi težko znebiti. V vsakem primeru, tudi če smo veliko pod stresom in tako dalje, to neravnovesje in proizvodnja več tistih stresnih hormonov vpliva na to, da se hitreje tudi redimo, tudi predvsem tudi v tem predelu, kjer si ne želimo. Najmanj, ja. Vsekakor spremenimo prehrano, prilagodimo. Tukaj je še marsikaj, tudi različne rastline, ki nam pri tem pomagajo, ampak ne opustimo nikakor telovadbe. To je zelo pomembno. Okay. Prej sem še, ko si omenila te starejše polteži, kaj pa ta Qigong, ga to hvalijo? Qigong je čist nekaj drugega. Ja. Pač, to so tudi posebni gibi. To ni samo telovadba za telo, ampak tudi telovadba za naše misli, za duhovni razvoj, za pomiritev na splošno telesa. S tem pa tudi vplivamo na delovanje naših hormonov, imunskega sistema in vse to je povezano eno z drugim. Tudi v povezavi največ s tem, da krepimo res mišice, kosti in tako dalje. Zaradi tega, ja, tisti, ki jim ustreza, ne bo vsem všeč to vrstna telovadba, ampak zaradi tega, ker je nekaj popularnega, ni treba, da je to za nas. Tudi če gremo sam na sprehod, pa malo hitrejši sprehod, pa smo radi v gozdu, tudi to je v redu, ni treba, da smo vsi na jogi. Res je. Še eno skupino ljudi imava, nosečnice, zdaj ene, noseča sem konc in se oleže in 9 mesecev leži, ker ne sme nič več delati. Kakšna je zdaj resnica in kaj so v bistvu neka tista res zdrava priporočila? Ja, v bistvu v času nosečnosti je tu treba telovaditi, ampak če nismo do takrat, ni zdaj treba, ampak je dobro za mojega otroka, da telovadim, zdaj bom začel in potem to preraste v nekaj škodljivega, tudi za samega otroka, tudi za samo nosečništvo. 30 minut na dan, kot vsa druga priporočila, obvezno neke aktivnosti. Danes so popularne in prilagojene, recimo joga za nosečnice, pilate za nosečnice, tudi lahko plavajo ali grejo na sprehod in tako dalje. Zelo je pomembno, da ne izvajajo vaj, ki so res nevarne v času nosečnosti. To pomeni ne nič kontaktni športi ali nekaj, kar bo poškodovalo. Boksanja, torej, boksanje ne pride v poštev. Ne, to pa ne pride v poštev. Tam, kjer se veliko skače, poskakuje, tudi recimo, če so močni gibi bokov, tudi ni ok, če so velike ta raztegovanja tudi telesa, na to moramo biti pozorni. Vse, kar povzroči lahko morebitni padec, fizično lahko, če pademo. Smo bolj nerodne v tistem času. Točno tako in tukaj treba paziti. V vsakem primeru pa so tudi take, ki tečejo polmaratone in maratone. Jaz osebno poznam Jasmino Kozina Praprotnik, si je tekačica naša dosti znana, tudi nekaj knjig izdala. In ona je recimo pri 9 mesecih nosečnosti pretekla ljubljanski polmaraton. Ampak ona verjetno že prej se s tem ukvarjala in to ni bil problem. Točno to hočem reči. Če smo bili zelo aktivni pred samo nosečnostjo, potem seveda v enem zmanjšamo intenziteto, ampak nadaljujemo, ker to naše telo potrebuje. Vsekakor pa je tako, da dejansko moramo res poznati svoje telo, svoje sposobnosti lastnega telesa, da ne bi prišlo do težav. Kaj pa recimo otroci? Kako je kaj z otroci pa z gibanjem? Zdaj, eni so zagovorniki, čim manj ni dober, pa otrok raste, drugi pa se pravi, ne ga bom pa vpisal v ta šport, pa v tisti krožek, pa tisti krožek. Kje je tista zdrava meja? V bistvu takole, jaz ne zagovarjam tega principa, da obremenimo veliko otroka, ker je že obremenjen šolo, veliko obveznosti ima v šoli in potem ga še, ker želijo starši, ker niso sami dosegli ali uspehov v športu ali ne vem kaj in si želijo, zdaj imajo že predstavo, kako bo njihov otrok, ne vem kaj, vratal v športu, bil profesionalni športnik. Pri enih se zelo hitro zazna, da so res izjemno talentirani in to je treba krepiti, ampak ne obremenjevati otroka. Pustiti mu tudi možnost, da si sam izbere, da sprobava različne vrste športa. S tem ni nič narobe. Tako, otroka je treba pustiti zunaj.
da se igra na naraven način, da tudi svojo izboljšuje tudi gibljivost svojega telesa na tak način, da ne vem, pleza po drevesu, teče, ne vem, tisti gibi so taki naravni gibi. In če tega otrok nima, potem res ima težave in danes veliko otrok ima težavo zaradi tega, ker je pred računalnikom. Tega mu je treba omejiti, da bi lahko športal in se ukvarjal s kakšnimi gibalnimi vajami. Super, Elena, hvala lepa. Evo, vi pa gremo ven, teč, hoditi, se razgibavati, karkoli vam pač že paše.